Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan za vas. V moji družbi pozdravljam gospoda župana Uroša Kamenška, župana občine Puconci, s katerim se bova pogovarjala o aktivnem delovanju v zadnjem obdobju leta v občini Puconci. Gospod Kamenšek, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam, seveda lep pozdrav vsem gledalkam in pa gledalcem vaše televizije. Leto 2024 se torej počasi izteka, omeniva nekaj pomembnih gradbenih projektov v vaši občini, če se osredotočiva na gradnjo vrtca. Kako daleč ste zadeli? Ja, res je, kar precej govora je bilo že tokom leta glede gradnje vrtca, ena izmed največjih občinskih investicij v zgodovini občine. Torej, zdaj smo nekako v terminskem planu, načrtujemo, da bi konec meseca februarja naslednje leto, torej leta 2025, bila vsa dela zaključena z okolico, z otroškimi igrali in tako naprej. Potem seveda sledi ta pridobivanje vse dokumentacije, uporabnega dovoljenja. Nekako načrt je, da bi z mesecem aprilom otroci bili že v novem vrtcu in bi lahko že uživali v vseh danostih, ki jih dejansko ta en izmed najmodernejših vrtcev, ne samo v Pomurju, ampak širše, bo ponujal tem otrokom. Občina Puconci se je z 12 občinami združila v konzorcij, kjer ste kandidirali za gradnjo in postavitev sončnih elektrarn na javnih zgradbah. Kako uspešni ste bili pri tem? Ja, res je. V letošnjem letu sta bila dva javna poziva za prijavo za gradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih. Torej, govorimo o načrtu za okrevanje in odpornost. In nekako občina Puconci kot vodilni partner sodelujemo v dveh projektih. Prvi projekt oziroma prvi konzorcij, kot ste ga že omenili, je sončna mreža, konzorcij 12 občin, ne zgolj pomurskih, ampak tudi podravskih. Potem drugi konzorcij, solarna energija, nas je pa 8 občin vključenih. Poleg pomurskih občin smo kar mrežo razširili po celotni Sloveniji, torej tudi občina Metlika sodeluje, tudi občina Kobarid sodeluje, Splošna bolnišnica Celje sodeluje v projektu. Ja, v petek nas je kar razveselilo obvestilo, ki smo ga prejeli, torej ta drugi konzorcij solarna energija je odobren, tako da že potekajo naprej postopki za pripravo javnega naročila, torej razpisne dokumentacije in tako naprej. Za prvi konzorcij pa še čakamo odgovor. Seveda upamo, da bi bili na obeh prijavah uspešni, kajti s postavitvijo teh sončnih elektrarn, to ne govorimo o majhnih elektrarnah, samo za občino Puconci, če povem, v prvem konzorciju imamo prijavljenih 230 kilovatov elektrarno, ki jo želimo postaviti na zeleni dvorani, torej na športni dvorani poleg osnovne šole Puconci. S tem bi pokrivali celotne potrebe električne energije šole. Na letnem nivoju govorimo nekje o 80.000 evrih stroška trenutno energije. Potem ta drugi konzorcij je pa 180 kilovatna elektrarna, katere bomo postavili na novem vrtcu, katerega še gradimo, in s tem spet nekako pokrivamo potrebe delovanja vseh teh sistemov prezračevanja, ogrevanja in tako naprej v vrtcu. To je za občine zelo pomembno, kajti vemo, strošek energije predstavlja kar velik strošek, katerega občine pokrivamo, in tu nam je nekako država šla s tem razpisom nasproti. Namreč je subvencionirana gradnja v višini do 1000 evrov na kilovat, kar dejansko pomeni, da imamo skoraj 100% financiranje izgradnje sončnih elektrarn na priključno moč 1 kilovata. V jeseni ste tudi pričeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja na Vaneči. Kako daleč ste zdaj? Ja, žal, tule vas malce moram popraviti, nismo začeli še, ker postopek javnega naročila poteka. Tu se nam je malce zakompliciralo pri izboru izvajalca, torej izvedli smo izbor, potem je sledila pritožba na Državni revizijski komisiji.
Tam je bilo ugotovljeno manjša razhajanja, torej so nam vrnili v odločanje nazaj vse skupaj. Sedaj smo ponovno izvedli odločitev o izbiri in ponovno je prišla pritožba na Državno revizijsko komisijo, tako da zdaj ti postopki še potekajo, ampak kakorkoli jaz pričakujem oziroma nekako tako je za pričakovati, da bi v prvih dneh oziroma v prvem mesecu naslednjega leta bila ta zgodba z javnim naročilom, drugim javnim naročilom zaključena in bi lahko šli z tretjim javnim naročilom na portal. Torej, z deli bomo pričeli v mesecu marcu, aprilu, takoj ko bo možno tudi skleniti pogodbo z izvajalcem, kateri bo pač najugodnejši in bo ustrezal vsem kriterijem. Je pa gradnja kanalizacije prav tako vezana na evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost in jaz res upam, da bomo uspeli s tem javnim naročilom in da bomo lahko počrpali ta evropska sredstva. Govorimo o investiciji nekje 1 600 000 evrov, gradnja 4 kilometrov glavnih vodov kanalizacijskih, potem čez 80 priključkov in pa gradnja čistilne naprave, tako da to nas še čaka in jaz sem prepričan, da bomo v letu 2025 s tem projektom zaključili, ker nas že čaka potem tudi gradnja druge faze, katero že nekako sami financiramo, vzporedno z gradnjami javne infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture, že polagamo tudi te transportne in pa tlačne vode, torej da ne bomo novega asfalta čez eno leto rezali in potem krpali, ampak delamo sistematično po projektu druge faze in bomo te stvari zaključili do leta 2026, do konca leta 2026 definitivno, ker takrat se tudi izteče rok za črpanje evropskih sredstev iz tega programa načrta za okrevanje in odpornost. V teku je tudi projekt Prostofer, kako potekajo aktivnosti? Ja, res je, poleg vseh teh, bi rekli, infrastrukturnih projektov, torej istočasno tudi izvajamo določene mehke vsebine, v narekovajih mehke vsebine, torej tudi občina Puconci se zaveda te problematike starejših občanov, ki žal niso tako mobilni kot recimo mi mlajši. Torej, s tem namenom smo se tudi mi priključili temu projektu, temu programu Prostofer, kar preprosto pomeni, torej, da nudimo brezplačne prevoze pomoči potrebnim starejšim, predvsem do zdravnika, do banke in tako naprej. Kar je pomembno povedati je to, da je to program, kjer starejši izvajajo storitve za starejše na prostovoljni bazi. Torej, niso to plačani prostovoljci, ampak so prostovoljci, ki so še pri močeh, ki so sposobni nuditi te prevoze starejšim, ki tega žal niso več sposobni. In ja, v ta namen je občina nabavila vozilo, ga predala v namen tem prostovoljcem in jaz moram povedati, da sem zelo zadovoljen, se je dobro prijela zgodba. Predvsem pa, kar me veseli, so odzivi na eni strani tako uporabnikov, kot potem tudi teh šoferjev, prostovoljcev, ki mi res skozi pogovore vedno znova zaupajo, kakšen dober občutek je to in kakšna hvaležnost teh starejših je do njih, da so jim omogočili to pot. S tem bomo nadaljevali, ker potrebe so in ne vem, zakaj ne bi pristopili nasproti. Tudi participativni proračun v občini Puconci je uspel. Res je, spet ena izmed, sicer povezana tudi z določenimi infrastrukturnimi posegi, ampak ta participativni proračun, torej v letošnjem letu, v letu 2024 smo za namen izvedbe participativnega proračuna namenili 40 000 evrov v proračunu. Nekako zgornjo mejo vrednosti projektov smo določili na 5 000 evrov, torej nekako nam je bila želja, da vsaj 8 projektov spravimo skozi, seveda, ker je bilo prvič, nismo
vedeli, kaj lahko pričakujemo, seveda smo pričakovali, da bi bil dober odziv, ampak po črto, če pogledamo, bil je več kot odličen odziv. Torej, prejeli smo kar 12 predlogov, na glasovanje je potem šlo 10 predlogov, projektnih predlogov, ki so ustrezali kriterijem in tu je potem sledilo največje presenečenje. Moramo vedeti, da občina Puconci je cirka 6.000 prebivalcev in na koncu ugotoviš, da je kar 2.800 občanov oddalo svoj glas za projektne predloge. Jaz sem bil več kot pozitivno presenečen. Seveda nam pa to zdaj nalaga odgovornost, da s tem nadaljujemo. Torej, ugotovili smo, da naši občanke in občani želijo sodelovati pri kreiranju občine, pri kreiranju politik občine, konec koncev pri kreiranju življenja po njihovih vaških naseljih. In jaz res me zelo veseli to in v proračun za leto 2025 bomo ta znesek za participativni proračun povišali na 50.000 evrov, ker prav zanimivo je bilo, ne. Glasovanje je še potekalo, pa so me že spraševali, a bo drugo leto spet, mi imamo še ideje, mi bi si še to želeli, seveda bo. Tako da bomo s tem nadaljevali, jaz si želim, da se naši občane, naše občanke čim bolj vključujejo in vse generacije, ne zgolj delovno aktivno prebivalstvo, ampak tako mladi kot starejši in da nekako te naše vasi postanejo res polne življenja, polne dogodkov, polne dogajanja, ker samo na ta način bo občina lahko delovala vnaprej. Občina, jaz vedno znova ponavljam in tudi sedaj bom ponovil, občina ni od župana oziroma od občinske uprave, občina je od vseh občank in občanov. In moja naloga kot naloga župana je, da občankam in občanom prisluhnem in seveda, kolikor je možno v danem trenutku tudi odreagiram, je pa potrebno in to tudi vedno znova spominjam tudi občanke in občane, da je pa potrebno sistematično planiranje, vemo, nekaj je nujno se zdaj narediti, nekaj potem lahko počaka do naslednjega leta ali pa še prihodnja leta, ker občinski proračun vemo, da so neke omejitve in preko tega ne moramo iti. Na 18. redni seji občinskega sveta občine Puconci ste obravnavali predlog rebalansa proračuna številka 2. Zakaj ste se torej odločili za rebalans proračuna? Ja, tako, ta rebalans je bil namenjen predvsem uskladitvi prihodkov in odhodkov, predvsem tudi ti investicijski transferji, torej kanalizacijsko omrežje Vaneča, ki letos ne bo izvedeno. Potem so bili potrebni manjši popravki pri odhodkih in pa prihodkih, ampak kakorkoli, torej nekako načrtujemo realizacijo proračuna v višini nekje 10 milijonov evrov na odhodkovni strani, prav tako na prihodkovni. Jaz moram povedati, da potrebno je to izpostaviti. Mi smo v letošnjem proračunu imeli načrtovano zadolževanje v višini 3,5 milijonov evrov, predvsem na račun investicije gradnje vrtca in pa gradnje kanalizacijskega omrežja. No, nekako nam je uspelo ta proračun v letošnjem letu, nam bo uspelo pokriti, zapreti brez zadolževanja, seveda to zadolževanje potem sledi v letu 2025, ampak to je pomemben podatek, torej smo gospodarno ravnali z našim proračunom in kakorkoli smo gospodarno ravnali, smo preko 4 milijone evrov namenili za investicije, takšne in drugačne, torej nekje slabih 1.700.000 evrov je bila investicija gradnja vrtca. Ostali znesek je pa potem bil koriščen za gradnjo cestne infrastrukture, obnove cestne infrastrukture. Imeli smo kar dolge odseke, torej med Predanovci, Brezovci, več kot kilometer rekonstrukcije cestišča, potem gradnje pločnikov, postavitve ulične razsvetljave, tam, kjer pač je bilo možno priključitev na električno omrežje, drugače se pa nekako fokusiramo v postavitev solarnih uličnih svetilk. Tako da ja, bili smo aktivni, dela še zdaj potekajo, marsikdo mi reče, kdaj bo nehalo brneti, ja, bo, če bi
bil sneg, bi že nehalo, ampak ok, zaključimo letošnje leto, tudi nekako gradnja mostu na Puconskem potoku poteka po načrtih, po planih, ja, se je kar precej dogajalo, se še dogaja, seveda so pa še večji načrti potem za naslednje leto in pa za leto 2026. No, zdaj, ko smo že pri načrtih, nam zaupajte še, kakšne načrte imate v prihodnjem letu 2025? Ja, tako, torej, glavni načrt je, glavni plan je zaključek gradnje vrtca, preselitev vrtca, potem gradnja kanalizacijskega omrežja Vaneča, potem seveda imamo določene ideje, katere bomo sprovedli v smeri starega vrtca, ki je trenutno v uporabi, torej tista zgradba bo dobila novo vsebino, bo center starejših, tudi center za krepitev zdravja in neke vrste center druženja celodnevnega naših starejših. Potem je kar nekaj še infrastrukturnih projektov vezanih na gradnjo in pa prenove vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, potem rekonstrukcije določenih delov cestišč. Ravno to je to področje, pri katerem nekako planiramo odseke etapne gradnje cestišč, ker dejstvo je, na eni strani potrebe so večje, kot so zmožnosti, torej načrtovanje je zelo pomembno, po drugi strani pa vse, kar načrtujemo, predvsem adaptacije javnih poti, je potrebno sedaj malce več sredstev vložiti v to, ker v preteklosti, ko so se te ceste gradile, ni bilo takšne kmetijske in pa druge strojne mehanizacije, kot je sedaj, in te poti, ta cestišča, ta asfalt več ne zadostuje, predvsem govorimo o širini cest, tako da več ali manj vse ceste širimo, jačamo tudi podlago in ja, če bi bilo možno narediti samo preplastitve, bi bilo sigurno več metrov zgrajenih, kot je pa sedaj, ampak ne gradimo za 1 ali 2 leti vnaprej, torej infrastruktura, katero sedaj nekako adaptiramo in pa gradimo na novo, mora zdržati vsaj naslednjih 10, 20, 30 let, nam je želja, ne. Gospod župan občine Puconci, Uroš Kamenšek, hvala vam za ta prijeten pogovor in obisk v našem studiu. Naprej vam želim prijetno praznovanje božično-novoletnih praznikov, občini Puconci pa uspešno v novo leto 2025. Hvala za lepe želje, seveda bi tudi jaz izkoristil priliko. Zaželel vam, vaši celotni ekipi in pa vsem gledalkam in pa gledalcem ene mirne, blagoslovljene božične praznike. Želim vam, da jih preživite kar se da lepo v družbi vaših najdražjih. Seveda pa vam želim ob tej priložnosti tudi en uspešen skok v leto 2025, obilo zdravja, obilo vsega dobrega. Naj vam leto 2025 prinese pristna prijateljstva, nepozabna doživetja in naj vam prinese vse tisto, kar si sami želite. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali tokratno oddajo Župan za vas. Ponovno vas vabim k ogledu naslednje oddaje, ko bo na sporedu. Lepo pozdravljeni.